Slovenija, Hrvaška, Litva, Malta in Nizozemska. To so države, za katere Evropska komisija ocenjuje, da obstaja tveganje, da njihovi izračuni za prihodnje leto ne bodo skladni s pravili Unije. Slovenija je v Bruselj poslala osnutek proračuna, še preden je bila pri nas potrjena obvezna božičnica. No, komisija pa je odhodke iz tega naslova vseeno upoštevala v svoji oceni in izračunala, da bo imela Slovenija za 0,2% bruto domačega proizvoda previsoke odhodke. Neuradno bi Slovenija dobila zeleno luč, če ne bi povečevala odhodkov z božičnico, no, ker pa je zgornji prag, ki ga ima komisija glede previsokih odhodkov določena 0,6% bruto domačega proizvoda, ni verjetno, da bi Slovenija prihodnje leto doleteli kakšni dodatni postopki. Zdaj, dejstvo je, da predvolilna leta, ne samo v Sloveniji, da pač niso zelo prijazna javnim financam, bi pa obenem povedala, ker sem tudi že prej poudarila, da je v obdobju te vlade bilo sprejetih precej strukturnih reform. Za strukturne reforme je značilno, da imajo na začetku določene stroške in da potem pač na srednji rok je pa to lahko ugodno vpliva na vzdržnost javnih financ.